Pozdrav svim mojim čitateljicama i čitateljima u Sloveniji. Sretan sam što je moja knjiga objavljena kod vas, da bi se na tome htio zahvaliti svom izdavaču Učila. Drago mi je da s vama mogu podijeliti svoju životnu priču i nadam se da će vam pomoći da ostvarite i slijedite svoje snove. Luka Modrić je izjemni hrvaški nogometaš in reprezentant, ki je kot kapetan popeljal hrvaško reprezentanco do drugega mesta na svetovnem prvenstvu. Dolgoletni ključni igralec enega najboljših klubov sveta, madridskega Reala in velik vzornik velikega števila mladih žagobrcarjev širom sveta. V nogometno zgodovino se je vpisal leta 2018, ko je osvojil nekaj, kar pred njim ni uspelo še nikomur. Vse 4 najprestižnejše svetovne nagrade. Njegovo zgodbo lahko spoznate v knjigi Moja igra. Vi ste uredili slovensko izdajo knjige Luka Modrića in kaj bi lahko dejali o tem vrhunskem nogometašu? Pri založbi Učila smo zelo veseli, da je pri nas išla knjiga Luke Modrića, velikega hrvaškega nogometnega mojstra, kapetana reprezentance, ki je leta 2018 osvojila drugo mesto na svetovnem prvenstvu, dolgoletnega, ključnega igralca, verjetno najboljšega kluba na svetu, madridskega Reala in seveda tudi velikega vzornika vseh mladih nogometašov širom sveta. Knjiga je preplet nekih čustev, vi ste jo uredili, kako ste jo doživljali in jo doživljate? Ja, knjiga je zelo intimna. Pri pisanju mu je pomagal hrvaški komentator in novinar, športni novinar Robert Mateoni in vidi se, da sta zelo, zelo dobro sodelovala. Mateoni je spreten, vešč pisec, Luka pa ga je spustil zelo blizu k sebi. Zelo veliko njega je v tej knjigi, zelo blizu spusti bralca, kar ni vedno odlika vseh biografij. Luka v knjigi razkriva številne podrobnosti iz otroštva, opisuje nogometne začetke, odkriva ozadje vseh ključnih trenutkov pri Dinamu, Tottenhamu in Real Madridu. Dotakne se ene izmed najlepših športnih pravljic vseh časov, poti hrvaške nogometne reprezentance do finala svetovnega pokala v Rusiji. Veliko je poti na vrh, in še več je poti, ki so stran poti. In najtežje je izbrati v vsakem trenutku pravo pot, ampak pravo pot zate. In zdaj sem povedal že malo prej, da Luka ni bil zdaj pa nek ekstra talent, kakor denimo Messi ali Zlatan Ibrahimović. In zato ne moramo reči, da obstaja neka univerzalna pot, ker jih je absolutno več. Njegova kvaliteta je absolutno v tem, se mi zdi, da je ves čas vedel, kam sodi in da je imel tako pospravljeno podstrešje, kot sem prej dejal, da je tudi vedel, kako zakriti določene slabosti in katere te slabosti so, kako izboljšati tiste dele svoje igre, ki so bili slabši. Tudi v tej knjigi on nakaže, recimo, na to, da je slabši z igro z glavo, ampak spet pa kot človek zna zakriti. Bi pa mogoče opozoril na eno dejstvo, da je to, vsaj kakor jaz poznam to literaturo in nogometni svet, prva taka knjiga na tej ravni iz tega prostora nekdanje Jugoslavije, v katerem smo pač bili. Tudi, ko opisuje predvsem ta začetni del, ko opisuje svoje otroštvo in začetke, se mi zdi, da se vsaj tisti, ki smo pač v Jugoslaviji še odraščali, lahko zelo poistovetimo in lahko zelo fajn začutimo tega Luka v tistih v bistvu otroških in najstniških dni. Potem pa, da ne bom predolg, v bistvu meni se zdi, da ta knjiga zelo logično v bistvu prikazuje zelo logičen potek od nekih začetkov do Real Madrida. Recimo, če se veste, kako je danes, otroci vidijo nekega nogometaša vrhunskega v neki vrhunski ekipi in kar potem najbrž mislijo tako nekritično, da je to kar samo po sebi umevno, da ti do tja prideš. Tukaj noter je pa zelo od koraka do koraka, zelo lepo postopno prikazana ta pot in na koncu je bralcu v bistvu zelo
jasno sliko dobi, zakaj je Luka pristal tukaj, kjer je. Veliko je biografij o nogometaših, kam jo uvrščate, kam mislite, da bo se uvrstila Moja igra, prevedena bo v 16 jezikov, ste dejali? Ja, knjiga bo prevedena v 16 jezikov, slovenski izid je tretji zapovrstjo, doslej je išla na hrvaškem in na madžarskem. Mi smo prepričani, da je to dobra knjiga tako za ljubitelje nogometa, kot tudi knjiga za tiste, ki vejo, da s trdim delom, s predanostjo, osredotočenostjo lahko v življenju veliko dosežeš. In seveda tudi knjiga o sanjah, kajti Luku so se z vsem tem uresničile sanje. Nadvse čustvena in intimna avtobiografija nogometaša, ki so se mu uresničile sanje. Sanje, ki jih je sanjal vse od takrat, ko je kot 3-letnik vsak dan nenehno nabijal žogo v vrata dedove garaže. Sanje postati eden najboljših igralcev sveta.